AMZS Idealna linija poroča o 3 dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu, ki so bile v Faenci in sta na njih Slovenijo uspešno zastopala Tim Gajser in Jan Pancar. Gorzov na Poljskem je gostil 2 preizkušnji svetovnega prvenstva v Speedwayu. Matej Žagar prvič letos med 8. Na domačih prizoriščih smo bili v Slovenji vasi, kjer se je sklenilo državno prvenstvo v kartingu in so se podelili naslovi najboljšim. V dolini pod Kalom pa so se za točke državnega prvenstva po poletnem premoru 4. letos merili motokrosisti. Motokrosisti, ki se potegujejo za točke svetovnega prvenstva, so imeli v Faenci na stezi Monte Corali, podobno kot avgusta v Latviji, kar 3 dirke zapored v tednu dni. Slovenijo sta z licenco AMZS zastopala Tim Gajser in Jan Pancar. Prva preizkušnja v razredu MXGP se ni išla po željah branilca naslova svetovnega prvaka. V prvi vožnji je slabo štartal, česar na to ni več uspel popraviti. Razočaran, sigurno. Štarti so bili slabi. Kot se je pač tako opazilo, je štart bil res dejansko zelo ogromno na tej progi. Težko je bilo nekaj prehitevati. Proga res ni dopuščala veliko manevrskega prostora za napade, a slovenski šampion ni iskal izgovorov za 8. mesto. Vem, da sem sposoben dosti boljše odpeljati in bom probal to čim prej pozabiti. Tudi druga vožnja se mu ni išla in se je skozi cilj pripeljal 5. Motor, nastavitev se nismo nič dotaknili celi dan. Taj motor je bil v redu, jaz sem ga malo biksal. Z novo zmago se je na prvem mestu skupnega seštevka še utrdil Jeffrey Herlings, na drugo mesto pa je skočil Antonio Cairoli, ki je tako prehitel Gajserja. Bistveno bolj zadovoljen je bil Jan Pancar, ki je v razredu MX2 skupno veliko nagrado Italije končal na 8. mestu, najvišje do sedaj v karieri. Prvo je to, da je trda podlaga, kar mi veliko bolj ustreza, kot pa do zdaj, ko je bila sama mehka. Prvo vožnjo je Pancar končal na 8. mestu, drugo pa na 12. ter skupno osvojil kar 22 točk. Zmago na dirki si je sicer privozil premierno Maxime Renaux, na mestih 2 in 3 pa sta se zvrstila Jago Gerc in Tom Vial. Druga dirka v Faenci je prinesla več zadovoljstva tudi Timu Gajserju. V kvalifikacijah je postavil najhitrejši čas, nato pa v prvi vožnji po 7. mestu na prvi merilni točki po štartu v cilj pripeljal 5. V prvi vožnji sem imel smolo, ker so mi očala padla dol. Že mislim, da po 6 krogah, 10 minutah vožnje se mi je ta trak okoli za očala vtrgal in sem mogel dejansko voziti celo tekmo brez očal, kar je bilo zelo težko na taki progi, ker je zelo veliko te trde zemlje in dejansko sem se mogel kar odmikati s tistim pred mano, da nisem dobil v obraz ogromno zemlje. Tako da je bilo kar težko, ampak sem kar zadovoljen, da sem pač uspel končati na 5. mesto. V drugo je začel podobno kot prvo vožnjo, a tokrat se je do konca prvega kroga uspel prebiti na drugo mesto. Potem je še ostal samo Prado, na katerega sem pritisnil in je naredil napako. In potem sem bil v vodstvu, naredil prednost, mislim, da okoli 5-4 sekunde in kontroliral tekmo, tako da je bilo v redu. Prvega mesta ni več izpustil iz rok. To pa mu je prineslo tudi oder za zmagovalce, na katerem je 4. v sezoni stal na 2. mestu. Zmago na dirki si je sicer privozil Jorge Prado, 3. pa je bil Jeremy Seewer. Jan Pancar je v razredu MX2 kvalifikacije odpeljal zadržano, saj je postavil šele 17. čas. A v prvo vožnjo se je podal odločno in agresivno. Nekaj časa je vozil 9., na koncu pa v cilj pripeljal na 16. mestu. V drugi vožnji je pokazal, da lahko na tej progi odpelje bistveno boljše. Dolgo časa je vozil 8., ciljno črto prečkal 10., skupno pa je osvojil na dirki 11. mesto. Zelo sem zadovoljen s tem 11. mestom. Drugo vožnjo sem se spet vozil na 8. mestu, se mi zdi, ampak sem potem naredil mestno napako, pa rahel padec v ovinku in sem potem končal na 10. Ampak to je še vedno velik napredek in sem zelo zadovoljen. V obeh vožnjah je bil sicer najhitrejši Tom Vial,
ki se tokrat ni pustil presenetiti tekmecem. Tretja preizkušnja v tednu dni se je v Faenci odvijala na rahlo modificirani stezi Monte Corali, saj so ji organizatorji dodali nekaj drobnih, zahtevnejših tehničnih elementov. Tim Gajser se je v razredu MXGP v prvo vožnjo podal s 5. časom kvalifikacij. Prvi sklej mogoče malo preveč agresiven, tudi prvi krog, tudi s Karjolom smo skupaj zapela in jo jaz kratko odnesel, jaz sem padel in skupaj kar veliko mest. Z visokim ritmom je nato lovil tekmece, a se više od 5. mesta žal ni uspel zavihteti. Bistveno bolj je bil nato zadovoljen z drugo vožnjo. Soliden štart, uspel mislim, da sem 4, potem si hitro prehitel voznika pred seboj in naredil tako malo razliko 4 sekunde in potem kontroliral tekmo, tako da je bilo vredno. Z zmago v drugi vožnji si je privozil 5. v sezoni drugo mesto na zmagovalnih stopničkah. Na najvišji je stal Antonio Cairoli, ki bo na naslednji seriji 3 dirk v Mantovi verjetno znova najhujši Gajserjev tekmec. Jan Pancar je v razredu MX2 na zadnji od 3 dirk v Faenci v obeh vožnjah spet prišel do novih točk. V prvi ga je boljše uvrstitve stala napaka v 5. krogu, zaradi katere ni zmogel više od 16. mesta. V drugi vožnji pa mu je šlo bolje in je ciljno črto prečkal na 13. mestu, skupno pa je bil na dirki 15. V točkovanju za naslov svetovnega prvaka je z 62 točkami zdaj na 19. mestu. Zmago si je sicer tokrat privozil Tom Vial, ki ima v skupnem seštevku 21 točk več od Jaga Gerca. Najboljši vozniki Speedwaya so opravili s 3. in 4. preizkušnjo za točke svetovnega prvenstva. Obe sta bili v Gorzovu na Poljskem, na obeh pa je vozil tudi naš Matej Žagar. Bolj zadovoljen je lahko s prvo dirko na stadionu Edvard Jančarš, saj se je prvič v sezoni prebil v polfinale, na koncu pa zasedel 8. mesto. Zmagal je domači matador Bartoš Zmarzlik. Druga dirka, sicer 4. od skupno 8 v sezoni, se Žagarju ni iztekla po željah. V 5 vožnjah je vselej zasedel 3. mesto, kar je bilo premalo za uvrstitev med 8 najboljših. Na koncu je pristal na 11. mestu, na vrhu zmagovalnih stopničk pa je stal Šved Fredrik Lindgren. AMZS Center kartinga in motošporta je bil prizorišče 3. in hkrati zadnje dirke sezone za naslove državnih prvakov v kartingu. Preizkušnjo, ki so jo organizirali člani Avtomoto društva Ptuj, so zaznamovali številni izenačeni boji na stezi. Moram reči, kot prireditelj, kot predsednik prirediteljev, moram reči, da smo zelo zadovoljni. Glede na to, da je bilo izredno lepo vreme in pa seveda obilno število voznikov iz različnih držav. Tekmovanja se je udeležilo 91 voznikov, ki so prišli iz Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne Gore in Slovenije. Zaustavili jih niso niti ostri ukrepi zaradi pandemije koronavirusa. Drugače pa so bili vozniki, mehaniki, vsi so se obnašali po navodilih tega nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na progi v Slovenji vasi milosti ni bilo. Šlo je namreč za državne naslove, ki so si jih nekateri srčno želeli osvojiti ter s tem izpolniti dolgoletne želje. Ta naslov državne prvakinje mi v bistvu lahko bi rekla, da ta največ pomeni, ker sem ga res dolgo časa čakala. Lahko bi bil sicer prej, ampak se je zmeraj kaj zalomil, ampak na vse zadnje je le prišel domov. S tem naslovom, 5. v karieri, si je namreč Katja privozila prestižno kristalno čelado. Gneča na stezi je ni motila. Danes je bilo res veliko voznikov, kar mene zelo razveseljuje, zelo rada vozim v gužvi. In je pač malo težje, ampak je pa toliko več veselje na koncu. Državna prvakinja v razredu Rotax Max Senior se zaradi finančnih težav spogleduje s koncem kariere. V bistvu življenje brez kartinga si nekako ne predstavljam, ker v bistvu tekmujem že od svojega 5. leta sem v kartingu in sem v bistvu s tem odraščala, tako da mi res veliko pomeni. V kategoriji Rotax Max Junior si je naslov državnega prvaka z zelo dobro dirko v Slovenji vasi privozil Dimitrij Mlakar, ki je zelo samozavesten.
Ta naslov mi pomeni veliko, ker te bom čez 2 leti osvojil kristalno čelado. Pričakujem, da bom večkrat še državni prvak in upam, da bom šel kdaj na svetovno. Izjemno formo v tej sezoni je pokazal mladi Nik Ščulac, ki je na vseh 3 dirkah v 9 vožnjah tekmece vselej pustil za seboj ter zasluženo prišel do naslova najboljšega v kategoriji Rotax Micromax. V razredu Rotax Minimax je primat najboljšega v državi pripadel Niku Tropcu, ki se tokrat konkurentom ni pustil presenetiti kot na prejšnji preizkušnji konec julija na Vranskem. Kategorija Rotax DD2 je minila v znamenju Ksena Deruveja, ki je bil prav tako v vseh 9 vožnjah na 3 dirkah državnega prvenstva letos nepremagljiv in zelo suveren. V razredu KZ2 pa je bilo zanimivo vse do zadnje vožnje. Najsrečnejši je bil na koncu Jan Skledar, ki si je le s 6 točkami prednosti privozil naslov državnega prvaka pred osmoljencem Vidom Pšajdom. Sezona, ki je bila zaradi pandemije koronavirusa kratka, je tako končana. Ja, letošnja okoliščina mislim, da je res pripomogla k temu, da ni tako zelo veliko udeležencev. Je pa tako, da konkurence ne smemo nikoli podcenjevati, ne glede na to, koliko jih vozi, zmeraj se lahko kaj naredi. Zdaj pri večini sledijo najbrž temeljite analize, po njih pa bo verjetno kmalu spet čas za trde treninge in pripravo na novo sezono. Slovenski motokrosisti so se 4. v sezoni merili za točke državnega prvenstva. Dirko na stezi v dolini pod Kalom so organizirali člani Avtomoto društva Šentvid pri Stični. V vročini in prašni progi, ki jo številni ljubitelji motokrosa poznajo pod vzdevkom Cukarca, so se odvijali zelo zanimivi obračuni v posameznih razredih. V kategoriji MX Open je bil v odsotnosti Tima Gajserja in Jana Pancarja prvi favorit Peter Irt, a mu je štrene zmešal Dejan Zver, ki vozi s hrvaško licenco. Med dirki nismo nekih težav, štarte smo kar tako solidne, okoli 2., 3. mesta, potem pa kondicijsko smo bili zdržati, tako da je uspelo prvo mesto. Na odru za najboljše je ob Zveru in Irtu na 3. mestu stal Urban Ražman. Prvega mesta se je v razredu MX2 veselil tudi Jaka Završan, ki v tej sezoni v domačem prvenstvu niza zmage kot po tekočem traku. Mogoče sem imel malo težav drugo vožnjo z utrujenostjo. Na mestih 2 in 3 sta se zvrstila Denis Jakša in Rožle Pajk. Zmagovalec je pohvalil tudi organizatorje za pripravo proge. Tudi lepo so jo zalili, tako da je v bistvu zdržala cel dan in je bilo, v bistvu proga je bila super. Na domači progi, ki jo pozna do zadnje podrobnosti, se je suvereno do zmage v razredu do 125 kubičnih centimetrov odpeljal Gal Hauptmann, čeprav obeh možen ni izpeljal optimalno. Prvo vožnjo sem slabš štartil, pa me je malo zategnil, ampak sem zadovoljen, sem prišel na prvo mesto. Drugo vožnjo sem pa v bistvu štartil prvo in sem vodil celo dirko, tako da je v redu. V ozadju sta se za mesti na zmagovalnih stopničkah borila klubska kolega Alen Gajser in Tilen Demšič, ki sta osvojila 2. in 3. mesto. Tudi Jaka Peklaj se v kategoriji do 85 kubičnih centimetrov ni pustil presenetiti na domačem dvorišču. Čeprav je zmagal, pa je bil kritičen. Prva vožnja pa druga nista bile glih najboljše, ampak vseeno sem zmagal, ampak še vseeno to ni to. Peklaju sta družbo na zmagovalnih stopničkah delala Žan Oven in Gal Geršak. Med mladimi, ki tekmujejo v razredu do 65 kubičnih centimetrov, je vnovič s konkurenco brez večjih težav opravil nadarjeni Miha Vrh, čeprav se tej preizkušnji po poletnem premoru ni pretirano posvečal. Na to dirko se nisem kaj dosti pripravljal, vsaj sem imel nekaj dirk na 85 v Italiji. Na 2. in 3. mestu sta se zvrstila Rok Plestenjak in Val Slavec. Najmlajši motokros upi v kategoriji do 50 kubičnih centimetrov so se zagrizano borili za čim boljša mesta. Najboljši v obeh vožnjah je bil Taj Goleš, ki je bil tudi rahlo nervozen. Pred štartom imaš pač malo tiste treme, no pol, ko sem pa po štartu, mi je pa vse šlo iz glave. Samo da bi še naredil čim hitri čas, pa zvučenim bolj uspeli. Drugi na zmagovalnem odru je bil Tim Repnik, tretji pa njegov klubski kolega Leo Gajser, oba iz ŠD MX Akademija Sašo Kragl.
Šef te akademije je med veterani 40 demonstriral vožnji, ki jima nihče ni bil kos. V obeh je gladko zmagal. Med najizkušenejšimi v razredu veterani 50 pa se je zmage po zaslugi druge vožnje veselil v nešteto motokros bitkah prekaljeni Alojzij Fortuna. 1400 pa nekaj jih je bilo, ja. Ja, to je neka rutina, znam se pozicionirati, poslušam svoje telo, pripravljenost in upam, da odpeljam po svojih najboljših močeh. Na zmagovalnih stopničkah sta ob njem stala Alojz Vogrinc na drugem in Andrej Rus na tretjem mestu. Prihodnja dirka bo 4. oktobra na radizelski progi. Organizira pa jo ŠD MX Akademija Sašo Kragelj, ki za vse ljubitelje motokrosa obljublja tudi spletni prenos. V nedeljo 20. septembra AMTK Koper v Krškem organizira 4. dirko državnega prvenstva v minimotu za skuterje MiniGP in Supermoto. Glejte AMZS idealno linijo in podpirajte slovenski motošport.